dragi kolegice in kolegi, prijatelji, dobrodošli ponovno v Arhivu Republike Slovenije na rednem mesečnem predavanju. Zdaj lahko bi rekli tudi izredno mesečnem predavanju, ker to je že drugo v tem mesecu. Ne glede na to pa se zelo veselimo in nadejamo današnjega srečanja, saj je predavanje oziroma tematika, o kateri bo spregovoril naš gost, gospod Svit Kolež, izredno zanimiva. Mogoče naslov na prvi pogled tega ne izpreduje, ki bo vsekakor tematika, ki jo lahko razvedemo iz zapisa, izredno zanimiva. Zdaj, par besed o našem današnjem predavatelju. Mladi raziskovalec na oddelku za pravno zgodovino Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, sicer pa zgodovinar, filozof in pa tudi pravnik. Ob pogledu na njegovo bibliografijo, kljub mladosti, je potrebno reči, da je izredno plodovit pisec, ukvarja pa se z problematiko, ki je za marsikoga že isto mikrozgodovina, raziskovanje res specifičnih tematik, ki jih potrebno zljubiti, da bi jih razumeli. Zdaj, podajamo se v čas druge polovice 19. stoletja, obdobja Avstrijskega cesarstva, in pričali bomo zgodbi, ko so kmetje šele dobili zemljiško odvezo, tisto neko pričakovano, željeno osebno svobodo, a jim je država s spremembami zakonodaje in torej novimi pravili naložila nove obveznosti, ki so jih pravzaprav še bolj privezali na zemlji, na kateri so živeli in obdelovali. Kolega bo na podlagi arhivskega gradiva iz Arhiva Republike Slovenije in Avstrijskega državnega arhiva predstavil dve plati zgodbe, po eni strani momente, ki so odločevalce pripeljali k temu, da so sprejeli zakonske obveze in potem tudi predstavili odzive kmetov na ta dejanja. Kot je to že v navadi, sledi najprej predavanje predavatelja, po koncu pa boste imeli tudi vsi v publiki priložnost, da zastavite svoje vprašanja, izrazite svoje mnenje in podate komentarje. Tako da, dragi kolega. Najlepša hvala za to predstavitev in najlepša hvala Arhivu za povabilo in organizacijo. Moram reči, da sem še posebej počaščen s tem povabilom, ker sem se tukaj v bistvu priučil in začel z raziskovanjem za doktorsko temo. In zdaj ta tema, ki jo bom danes predstavil, je eden izmed treh glavnih delov mojega doktorskega raziskovanja o spremembi zemljiških produkcijskih odnosov in stvarnih pravic na zemlji v Habsburški monarhiji. Torej, zanimajo me katastrski popisi, zemljiška odveza in servitutna regulacija. Če je kdo, ki sem naročal gradivo, mislil, da sem že malo nor, to povezuje vse to troje. In kar povezuje te reforme, poleg tega, da so skupaj povzročile spremembo zemljiških odnosov, je, da po mojem mnenju vse predstavljajo primere znanstvene in oblastne prakse, ki jo imenujem popis. Primeri te prakse so recimo katastrski popisi, projekti zbiranja in poenotenja krajevnih mer in uteži, kompilacije običajnega prava, poizvedbe o strateških virih za vojsko, geološki in vremenoslovski popisi in tako naprej. Tovrstni popisi v 18. in 19. stoletju postanejo načrtna oblika zbiranja informacij, tako za namene tedanje znanosti kot vladanja, ki običajno vodijo državni organi in pri kateri so zaposleni različni strokovnjaki, uradniki, vojaško osebje, pa tudi lokalni obveščevalci, ki zagotavljajo podatke s terena. In skupen predmet in namen teh različnih popisov je bil sistematično zbrati informacije o pojavih, predmetih in praksah na nekem zamejenem območju, recimo primerke merskih standardov, podatke o zračnem tlaku in reliefu v različnih krajih, o lastnostih živali, rastlin, poteku posestnih mej, ubeseditve običajnega prava in tako naprej. In pri tem so popisovalci lastna opažanja načeloma kombinirali z beleženjem praktične vednosti ljudi na območjih, ki so jih popisovali. Zdaj, s tem izrazom praktična vednost označujem nek poseben način vedenja, ki ga osvojijo in ponotranjijo ljudje prek ponavljajočega delovanja znotraj bolj ali manj lokalnih odnosov. V doktoratu uvajam drugačno razumevanje tega praktičnega načina vedenja, kot je običajen v ustaljenih pristopih, recimo pri Pierre Bourdieju ali pa Michael Polaniju, ker se mi zdi, da so ti obstoječi pristopi preveč zamejeni samo na telo, na telesne veščine, utelešeno vednost, čute, intuicije. In če se osredotočamo samo na telo, v bistvu težko razumemo, zakaj je popisovalce tako zanimala ta praktična vednost.
Recimo kmečka praktična vednost je v tem obdobju vključevala ne samo utelešene veščine, ampak tudi poznavanje posestnih mej, pravil glede upravljanja s skupnimi srenjskimi zemljišči, glede lesnih in pašnih pravic, pa tudi znanja o krajevnih merskih enotah, cenah, načinih merjenja, poznavanje krajevnih ali ledinskih imen, tudi znamen za napovedovanje vremena, medicinskih in kulinaričnih rab rastlin in podobno. In popisovalci so se do te praktične vednosti običajno dokopali tako, da so sistematično izpraševali zastopnike vasi oziroma kasneje drugih administrativnih enot, ki so jih sami vzpostavili za namene teh popisov, torej župane in pa predstavnike občin in tudi druge prebivalce, ki so veljali za izkušene. Ampak, in to je ključno, namen popisov ni bil nikoli samo zbrati to praktično vednost. Popisovalci so vedno imeli nalogo, da jo rektificirajo, torej popravijo, postavijo v prave meje. Običajno je neka centralna komisija, ki je vodila popis, vsem popisovalcem predpisala enotne kategorije, v katere so morali razvrstiti zbrana pričevanja. Torej, recimo, kmetje so opisali neko pravico kot pravico naš les sekati, popisovalci so pa to dali v neko rubriko lesna služnostna pravica. Skratka, reinterpretacija, prekategorizacija pričevanj. Poleg tega pa so popisovalci običajno pričevanja lokalcev tudi popravili, kjer so se jim zdela nezanesljiva in jih nadomestili z lastnimi opažanji. In na ta način so proizvedli sisteme tako imenovane formalne vednosti, torej sisteme univerzalnih trditev, ki naj bi veljale neodvisno od konkretnih informatorjev, od katerih so pridobili te informacije, in tudi neodvisno od konkretnih popisovalcev sami. Če pomislimo, kako poimenujemo recimo katastrske operate, govorimo o katastrskih operatih, ne govorimo o cenilnem operatu komisarja Regensdorferja, recimo. In rezultat popisa je bil, kot bomo videli, recimo tabela, ki je navajala različna območja gozda, njihov povprečen letni donos po posameznih kategorijah lesa, vozovih stelje in tako naprej. Zdaj, preučevanje popisov nam pokaže vzajemen preplet med določenim načinom izvrševanja oblasti, razvojem moderne države in oblikovanjem znanstvenih disciplin v 19. stoletju. Po eni strani so imeli znanstveniki tistega časa interes sodelovati pri popisih ne samo zato, ker so pri njih dobili službo, ki je sicer še niso mogli, ker te discipline še niso bile večinoma uveljavljene na univerzah, ampak ker so s tem dobili tudi dostop do neprecedenčne količine podatkov in poročil. En primer je recimo general major Falon, ki je vodil triangulacijo pri francesejskem katastru in je potem te podatke o triangulaciji objavil v strokovnih revijah. Še en primer je Franz Xaver von Hlubeck, štajerski politični ekonomist pred svojim časom, ki je napisal Kmetijstvo Štajerske, v katerem se je spet opiral na podatke iz francesejskega katastra. Po drugi strani pa popisi predstavljajo način, kako je lahko država izkoristila to učeno, formalno, teoretsko vednost, da je preoblikovala lokalne odnose, navade in materialne pogoje vsakdanjega življenja, naprimer za spremembo merskih enot, standardov gradnje ali pa tudi lastninskih odnosov oziroma civilnega prava. In tipičen primer takšnega popisa je po mojem mnenju servitutna regulacija, katere bistvo je bilo ravno popisati kmečke, lesne, pašne in druge pravice z namenom, da se jih odpravi ali pa vsaj uravna. Predavanje bo razdeljeno v dva dela. Najprej bom pokazal, kako je Ministrstvo za notranje zadeve, ki je vodilo to reformo, sploh ob sodelovanju deželnih predstavnikov, oblikovalo osnovne miselne kategorije, v skladu s katerimi so popisovalci zbrali in rektificirali vednost o lesnih, pašnih in drugih pravicah. V drugem delu pa bom obnovil, kako je bila ta servitutna regulacija dejansko izvedena in na kakšne načine so se kmetje poskušali upirati zoper njo in kakšne alternativne razumevanja stvarnosti lahko razberemo iz teh pritožb. Okay. Najprej malo zgodovinskega konteksta glede teh pravic. Precej splošno znano je, da so imele v zemljiško-gospodskem sistemu, torej vse do marčne revolucije leta 1848, kmečke skupnosti, alternativno imenovane srenje, soseske oziroma tudi vasi, razne kolektivne pravice na gozdovih, pašnikih in drugem svetu v skupni rabi, recimo peskasta, kamnolomna zemljišča. In te pravice so bile marsikje, zlasti kjer so bile kmetije razdrobljene, ključne za preživljanje kmetov, ker so jim omogočile, da so brezplačno ali pa v zameno za neko simbolno dajatev zemljiškemu gospostvu
dostopali do lesa za kurjavo, do gradbenega lesa za obnovo lastnih stavb, pa tudi za izdelavo raznih obrtniških izdelkov, ki so jih prodajali, pa tudi do stelje, paše, apna in drugih koristnih virov, recimo oglja, če se kdo še zraven ukvarjal z neko dejavnostjo. Ko les postane zanimiv za ladjedelništvo, rudarstvo in druge protoindustrijske panoge, se začnejo pojavljati spori med kmeti, zemljiškimi gospodi, deželnim knezom oziroma cesarjem in razvijajočimi se podjetji glede izkoriščanja gozdov, pa tudi glede pašnikov in planin, ki so jih obravnavali kot primerne za pogozditev. Ampak do 19. stoletja ostaneta obseg kot tudi pravna kvalifikacija teh pravic sporna in nedorečena. In dokončno odpravo teh pravic in kazensko preganjanje kmetov, ki je sledilo, ko so jih skušali še naprej izvrševati, je več evropskih zgodovinarjev označilo za značilen proces prehoda iz fevdalizem v kapitalizem. In ustaljena zgodba v zgodovinopisju habsburškega in nemškega območja, kako je do tega prišlo, je, da se je pod vplivom rimskega prava in učenih pravnikov te kmečke pravice od približno 16. stoletja dalje postopoma začelo obravnavati kot služnosti, torej kot pravice na zemlji v tuji lasti. S sklicevanjem na pravno doktrino se je torej skušalo uveljaviti nazor, da naj bi bila ta skupno izkoriščena zemlja v izključni lasti zemljiških gospodstev oziroma deželnega kneza, medtem ko naj bi kmetje imeli le neke šibkejše pravice sekundarnega ranga na tuji zemlji. In servitutna regulacija naj bi predstavljala vrhunec tega trenda, med katerimi se je kmečke pravice končno uspešno klasificiralo kot služnosti in se jih dokončno odpravilo. Zdaj, problem te zgodbe je, da se ne ukvarja s tem, kako in kdaj se je začelo te pravice reducirati na služnosti, ampak se velikokrat kaže predpostaviti, da te pravice dejansko so bile služnosti in se služnost uporablja kot analitična kategorija namesto kot predmet zgodovinjenja. Naprimer, celo Marjan Britovšek v svoji temeljni knjigi Razkroj fevdalne agrarne strukture zapiše, da so kmetje sami dojemali svoje pravice kot pravice na tuji zemlji. Zdaj, po vsem pregledanem gradivu jaz nisem najdel še enega samega primera, ki bi to trditev potrjeval. Najdel sem pa jih kar precej, ki potrjujejo nasprotno stališče in jih bom tudi predstavil. Redka izjema je seveda Sergej Vilfan, ki je zapisal, da je razumevanje tovrstnih kmečkih pravic kot služnosti nevzdržno z zgodovinskega vidika. Je pa tudi on še vedno problem kot odprto vprašanje zastavil na način, kdaj se je to zgodilo, torej kdaj se je ta učeno-pravni koncept začel aplicirati v stvarnosti. In v resnici odgovor, kot se pogosto rado zgodi pri teh večnih nerešenih vprašanjih, nikoli. Torej, pravniški pojem služnosti je sicer vplival na obči državljanski zakonik, to je bil civilni zakonik iz leta 1812, ki pa je vseboval zelo malo določb o pašni pravici in nobene o lesnih pravicah, ki so bile najbolj sporne. In ko se je Ministrstvo za notranje zadeve po letu 1848 lotilo uravnave in odprave teh pravic, si je od civilnega prava v bistvu sposodilo samo poimenovanje služnost, ki pa mu je dalo popolnoma drugo definicijo. Torej 1848 pride do kmečkih uporov na več delih Kranjske, kot tudi v drugih deželah cesarstva, med katerimi kmetje zahtevajo in v bistvu tudi že kar uveljavijo ukinitev podložniških dajatev. Tudi v odziv na to dogajanje med poletjem 1848 začne zasedati državni zbor na Dunaju, ki 6. septembra istega leta sprejme zakon o zemljiški odvezi. In s tem zakonom je bila predvidena ukinitev podložništva v zameno za plačilo odškodnine nekdanjim zemljiškim gospodom. Glede lesnih, pašnih in drugih podobnih pravic pa je zakon zgolj nasplošno napovedal, da bodo odpravljene s posebno reformo. In ta posebna reforma je bila servitutna regulacija. Zdaj, regulacija in zemljiška odveza sta bili poleg tega, da sta obe posegali v temelje obstoječih zemljiških odnosov, tudi organizacijsko povezani. Obe je namreč vodilo Ministrstvo za notranje zadeve in priprave za servitutno regulacijo so se v bistvu začele tako, da je ministrstvo na komisije, ki so bile po posameznih deželah vzpostavljene za to, da vodijo zemljiško odvezo, naslovilo standarden vprašalnik z 12 vprašanji. In tega je možno dobiti oziroma ekstrapolirati iz odgovorov na nje, ki so ohranjeni v Arhivu Slovenije. Zadnje 4 vprašanja zadevajo organizacijo izvedbe reforme, torej naj se ustanovi posebne komisije, posebno hierarhijo organov ali naj se poveri reformo sodiščem, upravnim organom. 5. do 8. vprašanje, kakšna naj je modaliteta odprave, ali naj se odpravijo v zameno za odškodnino, katere pravice in tako naprej.
Najbolj zanimiva pa so vprašanja 1 do 4, ki so v bistvu komisije pozvale, naj povejo, kakšno definicijo služnosti naj se prevzame za namen reforme in tudi kakšno taksonomijo različnih tipov služnosti naj se uvede glede na pravice, ki so jih opažali po svojih deželah. Torej, ministrstvo je, da bi oblikovalo enoten pojem služnosti za namen reforme, v bistvu izvedlo neke vrste preliminaren popis. Deželne komisije so od prejema vprašanj pa do približno aprila 1850 organizirale več zasedanj, na katerih so sodelovali v glavnem komisarji zadolženi za zemljiško odvezo, ki so bili po izobrazbi pravniki, po delovnih izkušnjah pa uradniki. Poleg tega pa so k odgovarjanju na vprašanja povabili še gozdarske mojstre, ki so bili zaposleni pri posameznih zemljiških gospostvih za upravljanje gozdov in pa člane kmetijskih družb. Kranjska deželna komisija je recimo k odgovarjanju na vprašanja povabila gozdnega mojstra Hieronima Ulricha, ki je skrbel za gozdove več kranjskih gospostov, med drugim tudi na Snežniku, kjer je bilo ogromno sporov glede lesnih in pašnih pravic. In takoj, ko je postalo znano, da ga je deželna komisija povabila kot svetovalca za servitutno regulacijo, je več vasi v okolici Radovljice na okrajno glavarstvo naslovilo skupen dopis, da je imenovanje Ulricha nedopustno. Obtožili so ga namreč, da je nezakonito rubil njihovo gozdno lastnino in v bistvu zasegal gozd kmetom, zato da ga je prodajal, da je lahko les prodajal za lastno korist. In zdaj ta dopis kmetov je fascinanten, ker že na samem začetku, preden se je sploh servitutna regulacija začela, nakazuje nekaj tipičnih značilnosti njene kasnejše izvedbe. Prvič, kot neodvisni izvedenci so v postopkih vse skozi delovali gozdarji, ki so bili v službi zemljiških gospostov, ampak se komisije nikoli niso ozirale na pritožbe kmetov, da to kompromitira njihovo nepristranskost. Ulricha tudi recimo niso umaknili iz posvetovanj. In posebej zaskrbljujoče z vidika kmetov je bilo, da so bili ti gozdarji precej enotnega mnenja, da je mogoče donosnost gozdov optimizirati le tako, da se oblikuje zaokrožene veleposesti v izključni lasti ene osebe, trikrat lahko ugibate, kdo je ta oseba bila, in da so kmečke pravice ovira za maksimalni gospodarski izkoristek gozdnih virov, kar je precej neugodno stališče za neko osebo, ki naj bi nastopala kot neodvisni odločevalec ali pa svetovalec glede odprave tvojih pravic. In drugič, ta pritožba pokaže angažiranost kmetov, torej katerokoli fazo servitutne regulacije pogledamo, lahko najdemo take kolektivne dopise, s katerimi kmetje branijo svoje pravice. In tretjič, v tej pritožbi kmetje lastne pravice označijo za našo gozdno lastnino. Torej ne dojemajo jih kot pravice na tuji zemlji, ampak kot lastnino, kot enako močno pravico, ne samo kot neko breme na tuji stvari. In ta ugovor, kot bomo videli, se pojavlja skozi celotno servitutno regulacijo. V takih sestavah so deželne komisije z večinskim odločanjem potrdile ubeseditve odgovorov na posamezna vprašanja in jih do konca pomladi 1850 poslale na ministrstvo. In na podlagi teh odgovorov je potem ministrstvo sestavilo pregled, imenovan pregledni povzetek, Übersichtliche Zusammenfassung, taka lepa nemška besedna zveza, ki poudarja, da je to bilo zelo pregledno in zelo povzemajoče. In na tem mestu se tudi zahvaljujem, ker ste ga v arhivu digitalizirali. V tem povzetku so bili pod posameznimi vprašanji nanizani izvlečki odgovorov in sklepov vseh komisij in na koncu je ministrstvo zapisalo večinsko mnenje glede vsakega vprašanja. Torej ta pregledni povzetek je predstavljal prečiščen končni rezultat tega predhodnega popisa in nek strnjen pregled te uradne reprezentativne vednosti, izhajajoč iz katere se je ministrstvo lotilo servitutne regulacije. Torej reprezentativne v dvojnem smislu, da je legitimna, veljavna za opisani pojav in vednost, ki izvira iz predstavnikov, ki so reprezentativni. Torej, kot sem rekel, so deželne komisije to vednost potrdile z večinskim odločanjem in potem je še ministrstvo sfiltriralo skozi, kateri zaključki imajo več teže, kateri manj. In iz tega pregleda lahko zelo lepo razberemo, kakšen pojem služnosti so skonstruirali snovalci reforme. Zdaj, večina komisij je sicer izhajala iz civilno-pravnega pojma služnosti v občem državljanskem zakoniku pri odgovarjanju na prva 4 vprašanja, ampak so ministrstvu priporočile, da za potrebe regulacije od tega pojma odstopi. Obči državljanski zakonik je namreč urejal le služnosti v klasičnem zasebno-pravnem pomenu besede, naprimer služnost poti, služnost razgleda, ki niso bile niti tako sporne, niti tako gospodarsko pomembne in jih niso hoteli snovalci reforme sploh zajeti v to reformo.
Kot so zapisali komisarji iz nekaterih dežel, je treba v regulacijo vključiti le pravice, ki omogočajo souživanje zemljiškega donosa in posledično motijo gospodarjenje zemljo, kar denimo ne velja za služnost poti. Civilna opredelitev služnosti kot stvarne pravice na tuji stvari je bila torej po eni strani preširoka, ker je zajemala tudi pravice, ki jih niso želeli odpraviti, po drugi strani pa preoska, ker ni zajemala vseh motečih kmečkih pravic. Kot je zapisala v svojih odgovorih Moravska deželna komisija, se lesne in pašne pravice lahko izvršujejo tudi na pravni podlagi skupne lastnine, ne nujno samo služnosti. Torej v tej fazi so že sami komisarji, ki so sicer izhajali iz predpostavke, to so služnosti, rekli, ampak v bistvu je lahko tudi skupna lastnina. Skupno opredeljujočo značilnost pravic, ki naj se odpravijo, so pravniki, gozdarji in protoekonomisti iz različnih komisij našli v njihovem škodljivem odjedanju zemljiških donosov. Torej, služnosti naj bi bile tiste pravice, ki so škodljive za državno ekonomijo, ker kmete upravičujejo do dela zemljiškega proizvoda. Ministrstvo je tako na podlagi stališč komisij povzelo naslednje bistvene značilnosti služnosti v smislu pravic, ki naj se odpravijo. To so pravice, ki so škodljive za zasebno lastnino, za državno ekonomijo, so politično nevarne, ker se okoli njih kregajo, škodujejo javnemu interesu in pa so pravice, ki jih je treba odpraviti, da se zaščiti zemljo oziroma njene proizvode. In zatem je zapisalo, da bo opredelitev, kaj je škodljivo, prepustilo znanosti, torej izvedencem. Ministrstvo se v povzetku sklicuje na dve takšni znanstveni opredelitvi. Ena je prišla s strani gozdnega mojstra Ferlesa, zaposlenega pri večjem moravskem zemljiškem gospodstvu, in on pravzaprav v svojem mnenju našteje različne izrabe gozda za potrebe kmetov in za vsako reče, ta je škodljiva za neko profitabilno industrijsko izkoriščanje gozda. Na drugi strani se ministrstvo opira na mnenje svetovalca Koroške deželne komisije Tadeja von Lannerja. Lanner je bil vplivan gospodarski svetovalec in industrialec, neke vrste Jeffrey Sachs 19. stoletja z Koroške, in prvotno je obogatel s pivovarstvom, proslavil pa se predvsem kot svetovalec in član vseh možnih komisij in društev za gospodarsko politiko, tukaj sem jih naštel, med drugim kot ustanovitelj in soustanovitelj in direktor Koroške hranilnice Sparkasse, ki obstaja še danes. In njegovi potomci se še danes preživljajo z rentništvom, torej z oddajanjem kmetijskih zemljišč. Njegov argument je bil, da je koroško gospodarstvo odvisno od rudarstva in železarstva in da je zadostno količino lesa za to industrijo mogoče zagotoviti le tako, da se izkorenini vsakršno potrato z lesom. In glaven izvor razsipavanja je videl v služnostih in zasebni porabi kmetov. Tu imamo jasno vzporednico s tem, kar so angleški zgodovinarji pisali glede War on Waste. Kot je zapisal, kmečke lesne služnosti jemljejo lastnikom gozdov strast do ukvarjanja z obdelovanjem zemlje, ker je zaradi služnosti premalo donosna. Prav strast jim jemljejo, ne samo proizvod. Ta pregledni povzetek in opredelitev služnosti v njem sta bila podlaga za nadaljnja posvetovanja predstavnikov ministrstva s predstojniki deželnih komisij na Dunaju leta 1851, na katerih so zasnovali temeljna načela reforme. Poleg tega pa so na koncu teh posvetovanj zadolžili predstojnika Moravske komisije, pravnika Kajetana Majerja, da pripravi osnutek patenta o servitutni regulaciji. Mimogrede, Majer je kasneje postal direktor več rudarskih podjetij. Majerjev osnutek so nato deželni komisarji in predstavniki ministrstva komentirali in amandmirali na novih posvetovanjih, na podlagi česar je bil nato izdan patent 5. julija, ki je predstavljal temeljni zakonski akt o servitutni regulaciji. Zdaj, kar je zanimivo je, da je bila iz končnega patenta izbrisana kakršnakoli omemba tega kriterija škodljivosti, ker je bil po mnenju Majerja in ostalih prisotnih na posvetovanjih ta termin preveč ohlapen, da bi ga zapisali v pravni akt. Majer in ostali so se namreč bali, da bi kmetje v bistvu ta argument lahko izkoristili v svojo korist, ker bi lahko pred organi zatrjevali, naše pravice niso škodljive in se jih zato ne sme odpraviti. Zato so se odločili, da si olajšajo delo in v patentu in ostali zakonodaji zgolj naštejejo posamezne tipe pravic, ki pa so jih seveda izbrali glede na ta kriterij, kaj so oni dojemali kot škodljivo. In ta kriterij škodljivosti je še vedno razviden tudi iz uradnega poimenovanja za to reformo, odkup in uravnava zemljiških bremen. Torej, služnosti so pravice, ki predstavljajo breme za zemljo. Ok, drugi del, kako je bila ta reforma izvedena.
V vsaki deželi je bila vzpostavljena posebna deželna komisija, neposredno podrejena Ministrstvu za notranje zadeve in kot sem rekel, je bila servitutna regulacija izvedena kot popis. Torej so snovalci reforme to taksonomijo služnosti, ki sem jo obnovil, predpisali kot miselne kategorije, v skladu s katerimi so morale zainteresirane osebe klasificirati svoje pravice, kot tudi komisarji, ki so odločali o njih. Postopki so se namreč enako kot pri zemljiški odvezi začeli s prijavami zavezancev, torej načeloma nekdanjih zemljiških gospostov, v katerih so zahtevali odpravo služnostnih pravic. Za te prijave so deželne komisije v sodelovanju z ministrstvom pripravile standardne obrazce za vsako kategorijo odpravljivih pravic. To so bile te kategorije. In v teh obrazcih, na prosojnici je primer obrazca za lesne pravice, so morali zavezanci navesti precej izčrpne informacije. Najprej podatke o obremenjenem zemljišču, prepisane iz katastra, in o imetnikih služnostnih pravic. Morali so opisati obseg služnosti, zlasti ali so kakorkoli omejene ali se preprosto glasijo na potrebo. V naslednji rubriki so morali zavezanci navesti posebej, kakšno količino lesa za kurjavo in gradbenega lesa, to je tukaj, so upravičenci dobivali med leti 1836 in 1845, kar je bilo določeno kot neko presečno relevantno obdobje za ugotavljanje obsega in vrednosti. Na to morebitne nasprotne dajatve, ki so jih kmetje morali plačevati zemljiškim gospostvom, recimo gozdna tlaka, gozdni oves, gozdni činš, pravna podlaga, priposestvovanje, listina, sodbe, ali potekajo še kakšni drugi spori, in pa morebitni gozdovi, ki jih imajo upravičenci oziroma kmetje v lasti. To bo pomembno za načela subsidiarnosti, do katerega bomo prišli čist na koncu. In pa še, ali imajo pravice še na kakšnih drugih zemljiščih. K vsakemu obrazcu je bilo poleg tega treba tudi priložiti dokaze, na katere so prijavitelji opirali svoje navedbe, zlasti recimo izvlečke iz katastrov in pa poravnave predhodne sodbe in podobno. In te obrazce so izpolnjevali v imenu gospostev upravniki oziroma gozdni mojstri, torej ljudje, ki so imeli neposredne izkušnje z upravljanjem in vodenjem sporov glede teh pravic. In ti obrazci so zagotavljali, da je bila praktična vednost izprašancev izražena in zbrana v skladu z enotnim pojmovnim in terminološkim aparatom servitutne regulacije. Torej, če je neko gospostvo želelo uveljaviti odpravo določenih pravic, je moralo svoje znanje vpeti v te kategorije in navesti točno te informacije. Na ta način so v bistvu že delali neko selekcijo in filtracijo, kaj je relevantno. Na podlagi teh oddanih obrazcev so se začele potem obravnave, ki so jih vodili okrajni uradi kot lokalne komisije. Ta prvi del postopka, v katerem se je ugotavljalo obseg, naravo, pravno kvalifikacijo, trajanje in druge podatke o odpravljivih pravicah, je v virih imenovan erhebung, torej popis, poizvedba. In kmetje so se seveda zelo angažirali v tem delu obravnav, že prej so bile v bistvu komisije sploh konstituirane, čim so izvedli, da se bojo postopki začeli, in iz enega primera sem lahko celo razbral, kako so to izvedeli, namreč, da je bil razglas o začetku postopkov naznanjen pred župnijsko cerkvijo. V teh dopisih so zahtevali več stvari, najpogosteje pa predčasno zaslišanje prič, ker je obstajala nevarnost, da bodo starejše priče, ki so bile posebej relevantne v teh postopkih, umrle. Zato so kmetje zahtevali, da se jih takoj zasliši. Na prosojnici je en primer zaslišanja kajžarja Janeza Koncilije, starega 71 let. In zdaj, priče so bile pomemben dokaz, ker so kmetje svoje pravice opirali predvsem na priposestvovanje, ker ponavadi niso bile te pravice kjerkoli zapisane, torej je bil edini argument priposestvovanje, nemotena 30-letna dejanska raba gozda oziroma druge površine. Zdaj, ti zapisniki v zaslišanju prič so manj bogat vir, kot sem upal, da bojo, ker so zelo standardni. Torej, v glavnem se odgovor zapiše kot povzetek vprašanja in potem večinoma da ne odgovor. Skratka, ne moramo dostopati do lastnih besed prič. V glavnem pa sprašujejo o tem, torej na katerem območju so pravice izvrševali, kdo, torej navedeni, našteti vaščani, ali je videl na lastne oči ali samo posredno slišal, potem je moral potrditi mirno, neovirano in javno, torej ta pogoj za priposestvovanje, ali je bila pravica kako omejena in morebitna nasprotna dajatev.
Lokalne komisije so samo vodile dokazni postopek in obravnave, potem so pa poslale primer v odločanje neposredno deželni komisiji. To je razlika z zemljiško odvezo, kjer so lokalne komisije tudi izdajale odločbe. In deželna komisija je potem izdala v isti zadevi več zaporednih sodb. Zoper vsako izmed njih so se lahko stranke pritožile na poseben oddelek Ministrstva za notranje zadeve. In tudi so se. Najprej je komisija izdala sodbo o naravi, obsegu, načinu izvrševanja in trajanju pravice, njeni pravni podlagi in upravičenih osebah. Torej, najprej se je sodbo ugotovilo, kakšna je pravica, potem se je v preostanku postopka začelo presojati, kaj se bo z njo zgodilo. In pogosta pritožba zoper te vrste sodb je bila, da so kmetje zatrjevali skupno lastnino namesto služnosti. Torej niso se pustili stlačiti v predvideno kategorijo v obrazcu, ampak so zatrjevali neko drugačno klasifikacijo stvarnosti. Da se bodo ti spori pojavili, so predvideli že snovalci reforme, najbolj izrecno predstojnik istrske deželne komisije Gabriel Jeni. Zato so v patentu 5. julija določili, da se lahko tudi skupno lastnino odpravi znotraj servitutne regulacije, ampak pod ugodnejšimi pogoji. Zato se je tudi kmetom splačalo zatrjevati ta argument tudi znotraj okvira servitutne regulacije. Poglejmo si dva takšna primera pritožbe. Prvi je spor med soupravičenci iz vasi Mahovnik in gospostvom Kočevje zaradi pašnih pravic v gozdu Friedrichstein. Ja, zdaj se zelo opravičujem tisti, ki ste prišli kot študenti iz pravne fakultete, ker ste ta primer že videli na predavanjih, če bi videl, bi izbral kakšnega drugega. Zdaj, ta gozd leži tukaj ob jugozahodni in zahodni strani Kočevja, ta vas pa tu. In ta spor je potekal še pred rednimi upravnimi organi, preden so se komisije za servitutno regulacijo sploh oblikovale. In gospodski nadzornik gozda, torej gospodstva Kočevje, je prebivalcem Mahovnika zarubil govedo, ki se je paslo v gozdu, češ da nimajo te pravice. Okrajni urad pa je kmetom izrekel kazen zaradi gozdnega prekrška. In kmetje so v pritožbi zoper to kazen zatrjevali, da je del gozda, na katerem so pasli, njihova last že od starodavnih časov. Ampak jim lastnine, kot se je v teh primerih ponavadi zgodilo, niso priznali. Poglejmo si še en kasnejši primer, pri katerem je šlo za razdelitev večje planine med gospodstvo Radovljica, mesto Radovljica in en cel kup okoliških vasi, ki so označene tu. Šlo je za to planino tu, imenovano Bukovje z ledinskim imenom. In ta primer je izjemen, ker sta tako Kranjska deželna komisija kot ministrstvo vsem udeleženim priznali pašno pravico na podlagi skupne lastnine. In kaj je bil razlog? Preprosto to, da nobenemu ni uspelo dokazati močnejše pravice, gospodstvo pa je pravico v tisti prijavi uveljavljalo že kot skupno lastnino. In tukaj je izsek iz odločbe Ministrstva za notranje zadeve. In pač nekdo mora biti lastnik, nobenemu ni uspelo dokazati močnejšega pravnega naslova. Ta formulacija je super, ker res lepo pokaže, da je bila razlika med služnostjo in skupno lastnino velikokrat zelo arbitrarna. Torej, po vsebini ista pašna pravica, ki so jo sicer v kakšnih drugih primerih klasificirali kot služnost, je bila tu priznana kot pravica rabe izvrševana na pravni podlagi skupne lastnine. In že sama ta zapletena besedna zveza nakazuje protislovnost te klasifikacije. Kako je lahko neka pravica, ki je po patentu 5. julija služnost, zdaj tukaj izvrševana na podlagi skupne lastnine. Ampak to protislovje je razumljivo, če upoštevamo, da je šele servitutna regulacija v bistvu zares zaostrila to razlikovanje med lastnino in služnostjo. Predtem, še v srednjem veku ali v zgodnji moderni, se niti kmetje, niti zemljiški gospodje niso pretirano ukvarjali z opredeljevanjem, ali je neka pravica lastninska ali služnostna, ker to sploh ni bilo odločilno. Preprosto so jo poimenovali po vsebini, torej po tem, kaj lahko z njo počnejo, pašna pravica, lesna pravica in tako naprej. Servitutna regulacija je torej po precej arbitrarnih kriterijih, načeloma izhajajoč iz samoumevne predpostavke, da so ti teritoriji last gospostov, prekategorizirala obstoječo stvarnost. In posledica tega pa je bila, da se je kmečka upravičenja bistveno bolj zamejilo, kot če bi se jim priznala skupna lastnina. Torej potem, ko je postala ta prva sodba o lastnostih pravice pravnomočna, torej ko je ministrstvo bodisi odločilo o pritožbah, bodisi se je iztekel rok zanje, je nastopil drugi del postopka, v katerem se je presojalo, kaj naj se s temi pravicami zgodi. Ena možnost je bila regulacija ali uravnava, ki jo je patent definiral kot določitev obsega
kraja, načina izvrševanja, časa, trajanja in mere pravice na način, da se doseže največjo možno razbremenitev zemlje. Spet ta predpostavka, da so to obremenjujoče pravice. Skratka, regulacija je pomenila, da se je to pravico ohranilo, ampak da se jo je zamejilo in kar se da natančno opisalo, torej da se jo ni pustilo dihati. Poglejmo si primer regulacije lesnih, pašnih in steljarskih pravic prebivalcev iz Drečjega vrha na gozdovih gospodstva Čretež pri Krškem. Regulacija je v glavnem temeljila na delu izvedenca, ki je naredil dvoje. Najprej je zasnoval tako imenovani gospodarski načrt, ki ga lahko vidite na prosojnici. In v njem je dele gozda, na katerem so bile kmetom priznane pravice, razdelil na okraje ali distrikte. V tem primeru so bili 4. Nato je navedel katastrske parcele, ki tvorijo posamezen distrikt, navedel je krajevno običajno ime, vidimo ključ, veliki vrh, sestavo tal, torej kakšna so tla, tukaj v glavnem apnenčasta, lego in pobočje, kakovostni razred in tip gozda, v tem primeru v glavnem višji gozd, se mi zdi, da povsod celo, in potem pa še tip lesa, torej prej je bil tip gozda, tukaj pa tip lesa, v glavnem rdeča bukev in nekaj hrasta. Povprečna starost obstoječega gozdnega sestoja, tukaj med 85 in 95 let, stopnja posejanosti, torej kolikšen del teh parcel je dejansko posejan z drevesi, potem pa obstoječi lesni donos oziroma obstoječi les na en oral gozda in v celotnem gozdu, v bukvah in hrastu, in pa potem povprečni pričakovani letni prirast na en oral in v celotnem gozdu spet bukev hrast, potem še donos stelje v vozovih in pa donos žira v mernikih. Zato to so ugotavljali v tem primeru, ker so imeli kmetje pravico prašičje paše in zato so to ugotavljali. Vzporedno pa je izvedenec opredelil še upravičenja in potrebe kmetov, torej tu so našteti vsi upravičenci, kateremu gospodstvu pripadajo oziroma so pripadali in tako naprej. Tukaj je našteto število živine po posameznih tipih, torej v tem primeru so bile krave, voli, teleta in prašiči, in letni prijemek lesa za kurjavo, lesa za gradnjo, stelje, tukaj je odgriženo, ker so ti akti Ministrstva za notranje zadeve vsi utrpeli požar, ampak piše buhelmast, torej žir. Deželna komisija je na podlagi izvedenskega mnenja sodbo torej natančno določila točno količino posameznih vrst lesa, stelje in števila živali, ki so jih lahko pasli kmetje, kot tudi maksimalno količino letnega presežnega proizvoda, ki ga je lahko iz gozda pridobivalo gospodstvo. V tem primeru je bil ta presežek 26krat večji od prejemkov posameznih kmetov, to je za oceno, koliko je bilo tega presežnega produkta in koliko so kmetje dobili za lastno rabo. In določila je tudi točno, kje lahko kmetje izvršujejo katero pravico in pa tudi kdaj so upravičeni do prejemka določenega vira. Recimo stelja vsake 3 leta ob padcu lesa, oktobra ali novembra. Skratka, res se je do potankosti zamejilo način izvrševanja pravic. In tudi kmetje niso smeli več sami hoditi v gozd, razen za pašo, ampak jim je gospodstvo dodelilo določeno količino lesa in stelje ob določenem času. Regulacija je tipičen primer rektifikacije kot učinka popisov in v bistvu se za prevod nemškega regulirung v slovenskih verzijah aktov uporablja besedno zvezo uravnati in ured dati, kar je dobesedno rektifikacija. Rezultat regulacije je bil, da se je neke prakse, za katere so prej načeloma vedeli, kako so urejeni le tisti, ki so bili vanje udeleženi, postrojilo v enotne pravne kategorije in se jim postavilo na drobne časovne in količinske omejitve. Torej, iz neke lokalne prakse se je proizvedlo predmet s strogo opredeljenimi in v večji meri kvantificiranimi lastnostmi, ki jih je mogoče nazorno prikazati v takih tabelah. Regulacija je bila zamišljena kot izjemna rešitev, ki je prišla v poštev le, če bi odprava pravic ogrozila kmetijsko gospodarstvo. Zato se je pravice lahko reguliralo le za omejeno časovno obdobje, običajno za 20 let. In ob izteku tega časa je bilo treba preveriti, ali je možno pravice odkupiti. Torej, regulacija je bila nek uvod, kako olajšati potem odpravo pravic. Primarno se je pravice odkupilo, torej odpravilo v zameno za nadomestilo. Odkup se je izvedel v bistvu enako kot regulacija s tisto tabelo o letnem prejemku kmetov, le z dodatnim
korakom, da je izvedenec pravice kmetov tudi monetariziral. Prej je bil ugotovljen samo standarden obseg, tu je pa tudi jih pretvoril v denar. Torej, najprej je na podlagi lokalnih cen izračunal njihovo letno vrednost, od tega je odštel stroške izvrševanja, naprimer prevoza lesa od gozda do vasi ali pa stroške vzdrževanja pastirja in pa nasprotne dajatve gospostvu. In to dobljeno razliko je pomnožil z 20, češ da se na ta način amortizira neko pričakovano obdobje izvrševanja. Potem sta bili pa dve glavni možnosti, kako se nadomesti tako izračunan odkupni kapital. Bodi si je gospodstvo plačalo to vrednost v denarju oziroma s posebnimi zadolžnicami, bodi si tako, da se je od obremenjenega zemljišča odrezal en kos, ki je bil upravičencem dodeljen kot tako imenovani zemljiški ekvivalent. In dodeljen jim je bil v skupno lastnino. Torej, to spet kaže, da so bile kmečke služnosti nekaj več kot služnosti, glede na to, da se jim je kot ekvivalent, kot nekaj enako vrednega, kar naj nadomesti njihove pravice, odrezalo en del gozda in se jim ga dalo v skupno lastnino. Ta zemljiški ekvivalent so določili tako, da je izvedenec odmeril od obremenjenega zemljišča neko površino, katere povprečni letni donos naj bi ustrezal izračunani vrednosti pravice. Torej, recimo vrednost lesne pravice je bila ocenjena na 5000 goldinarjev in potem je izvedenec rekel, tu je nek del gozda v izmeri 41 oralov, ki ima prav tako 5000 goldinarjev letnega povprečnega donosa. In to je bil daleč najpogostejši način odkupa. Ta pojem zemljiškega ekvivalenta odraža prepričanje tedanje politične ekonomije, da je dve fizično različni stvari mogoče primerjati po višini neke skupne družbene lastnosti, ki se ji reče vrednost. Z drugimi besedami, pravica do neke količine lesa, stelje in paše naj bi bila enaka nekemu kosu površine, ker naj bi imeli obe ti dve stvari enako denarno vrednost. In ta ekvivalent, kot tisto, kar je po definiciji enako vredno, naj bi omogočal prevod starih praks v nov režim civilnega prava, osnovanega na izključni lastnini, ne da bi bil pri tem kdo kaj prikrajšan. Torej, ideja je, ne bo več tako, kot je bilo, ampak dobili boste enako, kot ste imeli prej. Spreminjamo pogoje vašega življenja, ne da bi zares kaj spremenili. Ta pretveza prevoda je skoraj vedno prisotna pri reformah lokalnih odnosov, navad in praks, ki se jih izvaja skozi popise. Reformo se skuša zakriti za videzom, da se ne bo nič spremenilo, da se bodo malo spremenili pojmi, kako je kaj urejeno, ampak bistvo starega bo ohranjeno. Enak zasuk lahko opažamo pri reformah merskih enot in denarnih valut. Izvajalci reforme, načeloma strokovnjaki, recimo trdijo, sej 100 kvadratnih metrov zemljišča je isto veliko zemljišče, kot ste ga prej merili recimo v količini proizvedenega žita ali pa v dnevih obdelovanja. Ali pa 1 evro je $239. Torej, če po tem kriteriju samo pretvorimo vse količine, se ne bo sploh nič zares spremenilo. Ampak problem je, da so okoli teh abstraktnih kvantitet vedno spete določene navade in praktična vednost. Naprimer, vemo, koliko produkta obrodi določeno zemljišče, medtem ko na podlagi samega podatka o površini ne moremo vedeti, kakšna je kakovost zemlje. Ali pa ne vemo, oziroma najprej nismo vedeli, koliko lahko kupi 1 evro. Poleg tega pa se pogosto zgodi, da se vrednostne ekvivalence porušijo, ko se enkrat nov sistem uvede, naprimer pride do inflacije, ali pa se je v starih merskih posodah merilo vrhano, v novih separaženo, kar se je dejansko recimo zgodilo v Franciji ob uvedbi metra. In to je lahko šlo tudi za 1/3 manj žita za isto ceno. Skratka, te navidezne vrednostne ekvivalence zakrivajo korenite spremembe in zato so bili ljudje, ki so jih tovrstne reforme najbolj zadevale, vedno skeptični do njih in so se oklepali starih praks, s katerimi so že imeli izkušnje in so vedeli, kaj od njih pričakovati. In tudi pri servitutni regulaciji je bila ta izmera zemljiškega ekvivalenta najbolj sporen del odkupa. Torej, kaj je enako? Prišlo je namreč do kolizije med razumevanjem vrednosti kot koristnega, praktičnega za nek ustaljen način življenja in politično-ekonomskim razumevanjem vrednosti kot abstraktne, monetarizirane vrednosti, ki naj bi bila univerzalna, neodvisna od specifičnih družbenih odnosov, torej posplošljiva na vse primere pravic. In tipična vrsta pritožbe, ki nakazuje to kolizijo, je bila, da kmetje niso spodbijali le velikosti ekvivalenta, ampak iz katerega dela gozda je bil točno odmerjen. Ta pritožba se je pojavila v več postopkih med gospostvom Ribnica in okoliškimi vasmi in na prosojnici imate primer kmetov iz Dolenje vasi, ki so zatrjevali, da jim je del gozda, iz katerega jim je bil odmerjen ekvivalent tuj, torej da v njem niso sekali.
In zelo hitro bi utegnili misliti, da je to tipična kmečka pamet, zajarmljena v stare navade, ampak poleg tega, da bi bil tak pogled pokroviteljski, bi tudi zgrešil bistven problem, ki se tukaj pojavlja. Namreč, če se kmetom odmeri ekvivalent iz dela gozda, ki ga ne poznajo, tudi ne morejo zares ovrednotiti mnenja izvedenca izhajajoč iz lastnih izkušenj, iz lastne praktične vednosti. Ne morejo na primer izpostaviti, da je tam teren težaven, da je težko dostopati do njega, da večkrat tam udarijo naravne nesreče, da je prisoten kakšen škodljivec in tako naprej. Te okoliščine so namreč poznali le na območjih, v katerih so prej delovali več desetletij in tudi več stoletij. In pomen tega, da ti konkretni del gozda ni tuj, se pokaže v nekaterih drugih primerih, v katerih so kmetje izrecno zatrjevali, da površina, ki jim je bila dodeljena, predstavlja slabši gozd. Torej, da se za sicer na videz obsežno površino skriva nerodovitno zemljišče. In vse te pritožbe so bile načeloma sumarno zavrnjene z razlago, da ima prednost zaokroženost posesti zemljiških gospodstv. Torej, ministrstvo je v tem primeru, ki ga imate, zapisalo, da bi dodelitev ekvivalenta iz kateregakoli drugega dela gozda, kot iz tam, kjer so ga kmetje dobili, razkropila posest gospodstva, kar bi ponovno zmedlo posestne meje, ki se jih je s težavnostjo razjasnilo s tem odkupom. Zvišalo bi produkcijske stroške, ker bi morali prevažati les iz več različnih območij, otežilo pa bi tudi nadzor nad gozdom, ki je bil potreben, da se zavaruje novo vzpostavljene lastninske odnose. In to je argument neposredno prepisan iz del fiziokratskih ekonomistov. Drug tipičen spor, ki se je pojavil tako pri regulaciji kot pri odkupu, pa je zadeval tako imenovano načelo subsidiarnosti. Po tem načelu so se lahko služnosti, ki niso imele opredeljenega točnega obsega, ampak so se glasile samo na hišno potrebo, priznale le v obsegu, v katerem potrebe kmetov niso bile pokrite že z njihovimi lastnimi zemljišči. To načelo je Mayer uvedel v svojem osnutku patenta, ker je menil, da so pravice, ki se glasijo na potrebo, najškodljivejše, ker omogočajo preveč široko izkoriščenje gozdov in jih je zato treba posebej strogo zamejiti s tem dodatnim načelom. To načelo je bilo umaknjeno iz patenta, ker se je večina prisotnih na posvetovanju strinjala, da bi bilo to načelo sicer močno zaželeno z vidika državne ekonomije, ampak so podvomili v njegovo zakonitost. Torej so rekli, tukaj pa gremo že v bistvu malo predaleč, kolegi, ja bi se malo umirili. Ampak to ni pomenilo seveda, da ga niso uveljavili, samo da ga niso izrecno zapisali. Komisarji so se dejansko ravnali po načelu subsidiarnosti in ministrstvo ga je striktno uveljavljalo v pritožbenih postopkih v vseh primerih, ko so se pravice glasile na hišno potrebo. In ker ogromno pravic ni imelo opredeljenega obsega, sploh pa ne v pisnih virih, ki so jih privilegirali v teh postopkih, je to načelo odločilno vplivalo na izid regulacije in odkupa. To načelo je temeljilo na specifičnem razumevanju, kaj je hišna potreba. Snovalci in izvajalci reforme so to besedno zvezo razumeli kot količino lesa za kurjavo, ki je eksistenčno nujna za to, da kmečka družina lahko preživi zimo. Ali pa količino gradbenega lesa, ki je potrebna za nujna popravila, ali pa recimo paša v obsegu, ki ustreza minimalni količini krme za preživetje določenega števila živali. Takšen pojem potrebe se uveljavi od približno druge polovice 18. stoletja pod vplivom medicinske statistike in politične ekonomije, ki sta potrebo začeli koncipirati kot nek izmerljiv minimum hrane, kurjave in drugih virov, ki so nujni za obnavljanje človeške življenjske sile. Pri servitutni regulaciji so letno potrebo po lesu merili gozdarski izvedenci in načeloma pri tem niso ugotavljali, koliko lesa so kmetje dejansko posekali v nekem obdobju, ampak so potrebo določili abstraktno, glede na velikost družinske hiše in pa drugih gospodarskih poslopij vsakega posameznega soupravičenega kmeta. Potem so izračunali letni donos vseh zemljišč v lasti kmetov, bodisi individualnih, bodisi skupnih, iz katerih so lahko kmetje pridobivali les. In tu ni nujno šlo samo za gozd, uštevali so se tudi recimo pašniki ali pa travniki posejani z drevesi. In tako opredeljen lesni donos lastninskih zemljišč so odšteli od letne lesne potrebe. In razlika je predstavljala nepokrite potrebe v obsegu, katerih se je priznala servitutna pravica. Torej šli so pogledati, iz kje lahko vse kmetje dobijo les, to vse odšteli in razlika je bila priznana pravica. Če pa je izvedenec ugotovil, da so letne potrebe posameznega kmeta že pokrite z lastnimi zemljišči, se ga je preprosto razlastilo. Ta kmet ni imel priznane
služnostne pravice in ni dobil nobenega nadomestila za njeno odpravo. Zdaj, kmetje so pa to zvezo za hišne potrebe razumeli popolnoma drugače, namreč kot pravico, da pridobivajo nek naravni vir, kadar in kolikor ga rabijo za svoje dejavnosti. Kmetje iz več vasi okoli Ribnice so recimo zatrjevali, da je del njihove potrebe tudi kurilni les za lončarske peči, v katerih so proizvajali izdelke, s katerimi so trgovali. Torej, po njihovem mnenju hišna potreba ni bila le eksistenčni minimum, ampak tudi raba lesa za obrt. In ta razkorak v razumevanju potrebe se res nazorno pokaže v sporu med prebivalci vasi Ribnik, Gače, Zgornji Topli Vrh proti gospodstvu Kočevje. Zdaj, Deželna komisija in ministrstvo sta kmetom lesno pravico priznali le kot subsidiarno pravico, kar naj bi v terezijanskem katastru pisalo, da imajo prebivalci to pravico le samo za hišno potrebo. Prav nur allein, ne samo nur, ampak prav le samo. Prebivalci pa so v pritožbi rekli, ta pravica ni subsidiarna, ker nam je v terezijanskem katastru priznana za polno hišno potrebo. In to je zdaj absolutno fascinanten razkorak v razumevanju iste besede, Hausnotdurf, torej hišne potrebe, domnevno zapisane v terezijanskem katastru. Jaz sicer nisem še uspel pogledati tega katastra, ampak bi dal roko v ogenj, da tam piše samo kmetje imajo lesno pravico za hišne potrebe. Da ta dva členka oziroma pridelnika tam manjkata. Ampak iz njih je pa zelo lepo razvidno, kako vsaka stran v tem sporu razume, kaj je hišna potreba. Torej, Deželna komisija in ministrstvo sta poudarila, da kmetje lahko pridobivajo les le samo za hišno potrebo. Hišna potreba naj bi bila nekaj minimalnega, res zamejenega, ne? Le samo. Kmetje pa so rekli, kako nam ne boste priznali te pravice, če pa v katastru črno na belem piše, da lahko polno sekamo, kolikor lesa v danem trenutku potrebujemo. Oni so v tem videli nek jasen zapis pravice največjega polnega obsega, ne pa eksistenčnega minimuma. Ministrstvo je sumarno zavrnilo take pritožbe in uporabilo argument precedensa. Češ, načelo subsidiarnosti je potrjeno v več predhodnih sodbah in to je ustaljena praksa. Poleg tega se je pa oprlo tudi na določbe ministrske uredbe iz 1857, ki je zelo zamejila možnost ugovora zoper izvedenska mnenja. Torej, recimo stranke niso mogle nasplošno ugovarjati, izvedenec je narobe ugotovil višino obsega služnosti ali pa njeno vrednost, ampak so morale izpostaviti nek konkreten dejavnik, ki ga ni upošteval in je zato narobe ugotovil vrednost. In zaradi tega je bilo izvedensko mnenje tako glede potreb kot glede vrednosti zelo težko izpodbijati, ker so v glavnem ministrstvo je v približno 10 primerih, ki sem jih zaenkrat uspel prebrati, take pritožbe vedno zavrnilo z eno povedjo, v kateri se je sklicevalo na ta dva paragrafa iz uredbe, češ tukaj ne morete izpodbijati izvedenskega mnenja. Torej, v tem primeru se sploh ni spustilo v polemiko s kmeti, kaj potreba je. Kar je še več je, da subsidiarnost ni bila samo kriterij za priznavanje pravic soseski, ampak so ga komisije usilile kot nov kriterij določanja deležev posameznih soupravičencev na novem ekvivalentu. Torej, niso bile določene samo letne potrebe vasi, ampak tudi posameznega kmeta, kot je v tej tabeli, ne? Torej, letna potreba po lesu. In po teh deležih naj bi se, vsaj tako so zapovedovale sodbe Deželne komisije, skupni lastniki ravnali v bodoče pri uživanju in delitvi odnosa od tega zemljiškega ekvivalenta, kot tudi v primeru, da bi ga razdelili v individualne parcele. Torej, kmetom niso bili dodeljeni deleži na ekvivalentu v skladu s starejšimi običajno pravnimi kriteriji, ki so veljali sicer na skupnih zemljiščih, naprimer velikost kmetije, velikost prispevka k skupni dajatvi in podobno, ampak se je po novem gledalo izvedensko določene letne potrebe. In kot sem izpostavil prej, so bili kmetje, za katere so izvedenci presodili, da so njihove potrebe že pokrite, preprosto razlastninjeni, torej se jim ni priznala pravica. Tu imamo torej še en primer, kako je servitutna regulacija kot popis rektificirala in nadomestila prejšnje prakse in praktično vednost, v skladu s katerimi so kmetje upravljali s skupnimi zemljišči z nekim novim, strokovno določenim kriterijem delitve v skladu z letnimi potrebami, ki se je apliciral v vseh primerih. In če se je izvedel odkup z zemljiškim ekvivalentom, se je na koncu ta ekvivalent še razmejilo na terenu z izvedencem zemljemercem in na ta način se je rezultat popisa tudi fizično vgradil v teren. Včasih se je
ekvivalent pri tem tudi že razdelilo med posamezne soupravičence oziroma člane soseske, ni bilo pa to sistematično predvideno. In kjer se to ni zgodilo, se je potem med agrarnimi operacijami načeloma. Na prosojnici imate primer grafične reprezentacije zemljiškega ekvivalenta, ustvarjenega leta 1866, ki je bil obenem že razdeljen med posamezne člane soseske v kraju Gumberk pri Novem mestu. Z rdečo so označene posamezne podparcele, ki se jih je naredilo iz tega ekvivalenta. Tukaj so pa v tabeli navedeni potem še lastniki vsake te podparcele. In če pogledamo današnji kataster, je v bistvu obris in razdelitev enaka kot po servitutni regulaciji. To je ta obris, če ga vidite, tukaj pravzaprav enako. Torej, servitutna regulacija je na opisane načine trajno preoblikovala tako fizični teren kot lokalne družbeno-ekonomske odnose. Hvala. Spoštovani kolega, hvala za to zanimivo predavanje. Torej, čas je za vaše komentarje, vprašanja. Preden pa vam predam besedo, pa samo še opozorilo, kam torej ni možnost spregledati. Kolegom iz Inštituta za novejšo zgodovino, projektu Sistori, se pa vedno zahvaljujemo za to, da dogodek snimajo. Je pa seveda to opozorilo za vse, ki boste zastavili vprašanja, da boste povečeni v tem posmetku. Kolega, to je bilo res odlično, čestitam vam, užival sem, edin tale ura me upominja, da bi smel dolg časa sedeti, to je moja edina zamera. Eno stvar bi vam povedal, nekaj bom pa še vprašal. Vi se ukvarjate z izrazom servitutna regulacija, pa slutnosti, tukaj ima zasluge tudi na Špegi, on je napisal tisto knjigo o Spisbergajten in to se je spremenilo nekje konca 18. stoletja, tako so to knjigo nehali ponatiskovati. Torej, pri nas se pa starša te zadržali. V zvezi z servitutno regulacijo me to zanima. Ker konkretne izvedbe so se med seboj razlikovale, me zanima, koliko so te konkretne izvedbe utemeljene na zakonu, ali je šlo tukaj samo za različno razumevanje zakonov. Zato, ker mi pri nas imamo, da imamo enoten zakon za marsikaj, pa ugotovimo, da ga različno razumemo, različno izvaja. Konkretno, vi imate to situacijo, da je ponekod so kmetje dobili delež skupnega, ponekod so to razdelili na konkretne parcele in jih vključili v kmetije, potem se pa še nekaj razlikovalo, da včasih je ta gozdna parcela, ki je dodeljena, bila v prostem prometu, se pravi kmetje lahko samo to parcelo prodajo, včasih je bil pa mogoč pa prenos samo s celo kmetijo skupaj. Ali je to resnično utemeljeno na tem pojmovanju, zdaj je to individualno in zdaj lahko počnemo tukaj smo, ali je kaj drugega zadaj, če vam je znano, če ste opasni. Glede te prodaje, v bistvu z patentom 5. julija je bilo opredeljeno, da so ti dodeljeni deleži v primeru odkupa z odstopom zemlje pritikline zemljišča kmetov, torej tistega, kar je bila prej huba. In se ga ni moglo prodajati ločeno ali pa prenašati kakorkoli ločeno od siceršnje posesti kmetov. Glede na to, da pa se to je v prihodnosti v kasnejšem času dogajalo, predvidevam, da so to pravilo spremenili, ali pa ga recimo niso pri tistih zemljiščih, ki niso bila že razdeljena, pri agrarnih operacijah so pa bila, da takrat niso uvedli podobnega pravila, ker vem, da so se ti deleži potem posamezno prodajali. Glede odstopa pri izvedbi, zdaj se mi zdi, da največja variabilnost je pri tem, a se je ta ekvivalent potem že razdelil. Sicer je bil postopek precej poenoten in, kot sem rekel, zavračali so pritožbe sumarno, torej so se res ravnali po ustaljeni praksi in ministrstvo je bilo tukaj zelo aktivno, da je to prakso poenotilo z dopisi, standardi, z razsodbami glede pritožb. Ampak tukaj, glede tega, se je potem ta nov ekvivalent razdelil v individualne parcele, je pa veljalo, da če so to zahtevali kmetje, oziroma če se je dobilo soglasje kmetov, ki so bili upravičeni do deležev. Zdaj, se mi zdi, da je tukaj to soglasje bilo možno zelo široko
razlagati. Torej, a to pomeni, da se ne neposredno uprejo, a to pomeni, da to zahtevajo. Načeloma je bilo pa tako, da gozdne parcele se pogosteje delilo kot pašnike oziroma planine. Tam se je pustili skupno lastnino in tam so bili v glavnem primeri, ko so kmetje zahtevali delitev, če so se kregali med sabo. Recimo več sosedskih je imelo skupno planino, pa so eni rekli, recimo mi smo svoj del izboljšali, oni pa ne, več ne vlagajo v to skupno planino in so zahtevali, da dajmo to razdeliti, ker ne gre več dalje. Tako da, ja, to bi moral v bistvu še bolj natančno pogledati, če bi hotel nek res posplošljiv rezultat videti. Hvala. Še kakšno vprašanje in mnenje? Ja, jaz sem nekaj. Sprav predstavljal se en primer v gospodstvu Kočevja, kjer so kmetje potem še naprej pasli, in sem zaprili živili, če sem to razumel. In po, kar sem razumel, v bistvu nobena stran ni mogla dokazati, oziroma kmetje so skušali pokazati, da so tam pasli že od vekoma. In v tem primeru ni mogla nobena stran dokazati. Ne. Zdaj, kakšne primere pa je recimo Ministrstvo za notranje zadeve sprejemalo kot legitimne dokaze za neke te stare pravice? Potem pa še, kar vprašanje. Okay. Ja, potem pa še eno vprašanje, omenili si v bistvu računanje hišnih potreb, tudi za paše recimo, za smetične pravice, glede na število živali. A so recimo vrednotili tudi velikosti živali, ker vemo, da recimo v nekaterih okoljih so pasle veliko večje živali, ki so bile tudi bolj, ki so potrebovali tudi recimo več hrane. A so to tudi upoštevali, ali so samo absolutno število živali recimo? Zdaj, glede tega prvega vprašanja, to je ta primer Mahovnik, ne, ta skupna lastnina. Ja, tukaj so se kmetje sklicevali na to, v bistvu samo na argument priposestvovanja, v enih drugih primerih pa so skupno lastnino recimo tudi opirali na to, da so bili v franciscejski kataster vnešeni kot lastniki. In načeloma so bili taki argumenti vsi zavrnjeni. Zdaj, skupno lastnino, torej pravno kvalifikacijo, je bilo zelo težko s pričami dokazati, torej kako ti dokažeš, da si nekaj izvrševal kot skupno lastnino, ne pa kot služnost. Ne. Tako da to načeloma ni bilo uspešno. Pri franciscejskem katastru so jim pa rekli, da je to samo davčna evidenca, da to ni zemljiška knjiga in zato ne morejo s tem dokazovati lastnine. Kar je zanimivo, ker v tem primeru Mahovnika so pa rekli, nimate skupne lastnine, ker je v franciscejskem katastru gospodstvo navedeno kot lastnik. Torej, za gospodstvo je to služil kot zadosten dokaz, za kmete pa ne. Torej, tukaj je bilo precej, kaj ne rečem, zelo v škodo kmetov se je razlagalo te dokaze. Zdaj, glede računanja hišnih potreb, to je en zaplet, ki je v bistvu že iz tega občega državljanskega zakonika, ki je podobno skušal pašno pravico zamejiti in je gledal, je skušal vzpostaviti neko količino krme, ki je potrebna za preživljanje živine. In tam se mi zdi, da se omenja tudi velikost goveda, torej da je treba tudi to gledati. V tem primeru pa pri servitutni regulaciji pa nisem čist prepričan. Torej, enako so vzpostavili to predpostavko, da se gleda, ne gleda se količino trave ali pa sena, ampak se gleda količino krme, kakšna bi bila njena vrednost na trgu, da se preživi neko govedo. Najbrž so morali gledati tudi velikost živine, nimam pa še konkretnega primera, ker je bila regulacija teh pašnih pravic precej redka, oziroma vsaj v taki obliki, da bi bila samo pašna pravica. No, zaenkrat še nisem naletel na primer, ampak sem zaenkrat bolj zgodnje gledal. Torej, mogoče bo še kakšna. Zdaj, v teh primerih so pa imeli pravico do gozdne paše, kjer je bilo spet drugače, ker so ugotavljali recimo mernike žiri, ne pa krme ali pa kaj drugega. Hvala. Jaz sem vprašala glede sestave odločevalcev pri gremiju na ministrstvu, ker včasih se seveda razlika v različnem odločanju in tu smo rekli za sodba, verjetno neke vrste upravno sodstvo, lahko rečemo, bi še danes rekli. Če kjer vemo, kakšna njihova sestava, pa tudi ne samo, so samo pravniki, te so tudi pravniki, ki je tako vprašanje. Katere imajo seveda osvojene, pa ne samo da je tak diskurs, to, da so Habsburški monarhiji ugotovili proti koncu 19. stoletja, da je kljub privzetem pravnem komunizmu in da zdaj imamo v zakonu vse urejeno, sodna praksa je povsem drugačna in da so bili prvi, da so v bistvu uvedli nek urad za poenotenje sodne prakse, se pravi. In tukaj smo verjetno pred tem. Tako da me samo zanima, nazaj k sodniškim vprašanju, kaj to jasno ste zagotovili, se pravi, nekaj standardov sestavo, standardno, kaj zdaj tudi mogoče kakva pomagala. Zelo zanimivo, da ste rekli, pa seveda
mi hitro to kvalificirali kot precedens, se pravi, da se našel ta argument, je bilo že tako odločeno, ne, a to si samo spet za neko deželo, za celotno državo, tako, če glede tega mogoče različiti. Ja, glede precedensov se ministrstvo prav sklicuje na točne predhodne svoje odločitve z opravilnimi številkami in tako na splošno za celo cesarstvo, kot poudari in tudi za Kranjsko, recimo. Tako da upošteva oboje, ampak načeloma je to specifiko deželno izpostavilo samo v enem primeru. Sicer je pa bilo dovolj, da v katerikoli deželi o neki pritožbi odloči in je podoben primer. Torej, je šlo res, so hoteli to reformo poenotiti in tudi iz teh posvetovanj za pripravo krovnega patenta je razvidno, da so imeli v očeh poenotenje kot glavni kriterij. In recimo so bili mnenja, da zemljiška odveza je mogoče malo že preveč partikularna, čeprav je bila v bistvu zelo poenotena reforma. Glede sestave odločevalskega telesa na Ministrstvu za notranje zadeve, ja, so podpisani kot sopisnike zasedanj. Predstojnik na začetku tega oddelka je bil Altgraf Sal, ki je bil v bistvu tam, da drži linijo politično. Potem so bili pa odločevalci večinoma pravniki. Torej, Kajetan Majer je bil na začetku zraven, potem Stalin, oziroma Stelin, ki je bil tudi zraven pri zemljiški odvezi v istem telesu, ki je presojal pritožbe, in pa še en ministrski svetnik Bajer. Potem ostali so se pa menjali. Potem pa za ta prvi tip sodb glede ugotovitve obsega in drugih lastnostnih pravice so pritegnili zraven še člane Vrhovnega sodišča. Torej za ta del so se obrnili še na Vrhovno sodišče, za tisti del glede sodbe o načinu odkupa ali pa regulacije, pa so sami odločili. In isto je bilo tudi na deželni komisiji, torej sodbo glede obsega in velikosti pravice so izdali ob prisestvu cesarskih sodnikov, za ta drugi del pa ne, sem pa sam. Možno en dokumentarni, zdaj mislim, da lepo vidi, da imamo še tako dolgo neločevanje, čeprav formalno že nekako nakazano med sodno in se pravi izvršilno upravno, vedno učbeniško beremo, tudi pri Wilfonu, pa smo vsi njegovi učenci več ali manj, da imamo v 18. stoletju začetek, se pravi tudi funkcionalno z organi, se pravi in pristojnosti ločevanja. Tukaj imamo pa tiste, ki pripravljajo reformo, tisti, ki jo snujejo, tisti, ki jo v bistvu so v zadnji, ki pišejo akte in še so prema, tako da ni bilo težko prirekla to poenotenje. Saj ta hierarhija organov je v celoti morala odločati kot sodišče. Torej, recimo, okrajni urad zasliši pričo kot sodišče, torej po pravilih pravnega postopka. In tudi odločitve so se klicale sodbe, torej se popolnoma različno. Še eno vprašanje. Ne tiče se čisto tega, ampak mogoče malo vse mi lahko pojasniti. V neki vasi, pravi Mečane, na Primorskem, so 4 kmetije, verjetno kakšne druge tudi, ampak 4 kmetije imajo povsod med parceli meje, so vedno med seboj sosedje. Ampak parcele so razmetane krog in okrog. In en lastnik teh kmetij, ena od teh kmetij je razlaga, da bi naj pred koliko leti, koliko usnem izročilo, to je sigurno bi naj bilo pred 1853 ali pa še. Ker do takrat se ve, kaj se je dogajalo, ko je izročilo, da bi naj kupili to 4 mornarji. To je neka romantična varianta. Je to sploh možno, da bi nekdo kupil 4 vrati, prišli, da bi nekje kupili neko veliko posestvo, okoli med seboj razdelili? Načeloma se mi zdi, da je lahko možno. A je možno? Jaz mislim, če je bila ta odveza pred 1800, da je nekdo prišel takšen lastnik, pa da bi lahko kupil. Zdaj je šlo tudi za zvedec. Zato, ker v bistvu je bilo to sklenjeno pri poslu, da se ničkim gospodom v tem. Najlepša hvala. Še kakšen komentar na to zadnje izvajanje oziroma na predavanje? Vprašanje? Vprašanje se mi zdi, da ampak kar. Vse je bil Wilfon, ki je bil danes parkrat omenjen, je bil pred kakšnimi 15 leti, se mi zdi,
posvečen simpozij, potem izdan zbornik z naslovom Pravo, zgodovina, arhivi. In mislim, da današnji dan je dokazal, kako je tole zmagovita zmes. Če dodate še malo filozofije in elokventnega predavatelja, dobite zelo užitno predavanje. Tako da iskrene čestitke in če je to tema vaše dizertacije, potem ste zame že doktorji. Hvala. Tako smo tudi sam nekaj, da direktorja rekla Narja, oziroma kolega dopolnim, ker mi vas na srcu leži, ker to poslušam. V bistvu je to Wilhelm Budist, ki je detektiral toliko naprej za bodoče mlade raziskovalce, da se bo najbolj pokazalo, se pravi, produktivnost, ta konceptualni trg, ta trg nazorov, pojmov, različnih ravno pri obravnavanju te teme in jaz mislim, da se lahko strinja razliko tega, ne znam še reči. Sistori bodo tale del analizirati. Zdaj, če smo že prejeli v analizaciji. Najlepša hvala vsem za udeležbo, za veliko zanimanje. Hvala kolegu seveda za izjemno predavanje. Jaz pa malo EPP o lastni zadevi. Torej, vabimo vas 19. marca na predavanje kolegice doktorice Piškovič iz Študijskega centra za narodno spravo, ki bo spregovorila o zaporu na Igu v 60 letih prejšnjega stoletja. Vabljeni v nadstropje nad nami na ogled priložnostna razstava posvečena Halbersteinovemu spomeniku in tudi priložnostnemu projektnemu filmu. In pa seveda vabljeni tudi na travno pred Arhivsko Republike Slovenije, kjer je na ogled postavljena priložnostna razstava posvečena kartotekam in represiji odavno v 20. stoletju. Tako da najlepša hvala in lep dan ter toliko za ključev.